zbora za republiko. Vsem trem gostom se zahvaljujem za današnje sodelovanje, ker to ni čisto majhna stvar tako. Zakaj ne majhna stvar? Ker posebej tisti, ki se ukvarjajo s pravosodjem, ko sem iskal to naše današnje omizje in sem hotel tudi eno žensko dobiti med sodnicami, mi je ena sodnica celo rekla, da imajo sodniki v tej državi manj človekovih pravic kot drugi državljani. Posebej glede tega, kaj lahko in kako lahko svoje mnenje povedo, da na nek način njihova svoboda izražanja močno omejena. Moram reči, da se nisem najbolj strinjal s tem, v določenih pogledih, ja, glede zadev, ampak sicer pa mislim, da bi moral sodnik pravzaprav biti odprt tudi take stvari, pa mogoče o tem kakšno stvar kasneje. Tisto, kar sem prepričan, je to, da bomo v naslednjih 2 urah tako mi tukaj, kot tudi tisti, ki nas spremljajo v prenosu prek interneta, lahko slišali kar nekaj zanimivih in tudi polemičnih misli o pravosodju. Namen današnjega srečanja, tako kot vseh drugih srečanj, odgovori za prihodnost, je pravzaprav ozaveščati politično in tudi drugo javnost danes pač seveda o pomenu našega pravosodja za funkcioniranje ne samo države, ampak tudi same njene demokracije. Se pravi, sodstvo je tisto, ki pravzaprav omogoča, da zakoni funkcionirajo, ker šele oni ga pravzaprav v končni konsekvenci na nek način zakon izvedejo, interpretirajo, povedo, kako je zakon prav razumeti. Tega pomena pravosodja se zavedamo tudi tukaj v slovenskih krščanskih demokratih in tudi v našem programu je poudarjen pomen zaupanja v pravosodje, pomen njegove neodvisnosti, enakosti pravne države, tako za vplivne in bogate, kot tudi za male in navadne ljudi. V programu je poudarjen tudi trajni mandat kot nek garant za neodvisnost pravosodja oziroma predvsem sodstva in sodnikov. Čeprav seveda je verjetno prav tukaj reči tudi, da bi kakšna preizkusna doba verjetno kar prišla prav in da trajnost mandata nikakor ne sme in ne more biti neki izgovor za ležernost, za nestrokovnost. In tu seveda mora svojo vlogo vedno odigrati sodni svet. Če nakratko končam to predstavitev programa SKD na tem področju, še s tem, zakaj se še zavzemamo, gre za to, da je ena od programskih točk ukinitev preiskave v kazenskih postopkih, pohitritev izvršilnih postopkov, ki naj bi izboljšali plačilno disciplino. Gotovo bi se kaj dalo dodati še v stečajih, ki so pri nas precej slabo in drago za vse skupaj vodeni. Današnje srečanje naše sem si zamislil tako, da bi se najprej vprašali, kakšno pravzaprav naj bi bilo naše pravosodje, ki je zagotovo pravosodje ene demokratične države, ne moramo reči, da ne, članice Evropske unije in ki je kot tako tudi samo vpeto v pravosodni sistem Evropske unije. In prvo vprašanje, ki si ga bomo zastavili, kaj pravzaprav pomeni neodvisnost sodstva? Kaj pomeni to, da je sodstvo oblast? Kako jo čutimo to oblast državljani in kako to oblast pravzaprav čutijo sami sodniki? Na to bi se poskusili lotiti problemov slovenskega pravosodja. Spraševali bi se o vrsti vprašanj od pravzaprav ustavno določenega imenovanja sodnikov v državnem zboru, pa vse tja do tega, a je dovolj drugostopnega meritornega odločanja, a naša odvetniška tarifa mogoče premalo spodbuja hitro zaključevanje sporov in še mogoče kakšno drugo vprašanje. Vprašali se bomo tudi o generatorjih sporov v naši državi, kjer je najpomembnejši generator pogosto kar država, pa v ustavnem sodišču,
In nazadnje tudi bi mogoče spregovorili kakšno o populizmu v povezavi s pravosodjem, pa mogoče o razvpitih primerih, ki nam burijo tudi naše javno mnenje in seveda močno vplivajo na percepcijo ljudi o tem, kakšno naše pravosodje je, ne? Na podlagi mogoče 2-3 primerov. Ne? In na koncu mogoče tudi o vplivu politike na pravosodje, a je ta vpliv možen, a je izražen, kako ga vidimo. Tako da mislim, da imamo danes v tejle uri in pol dobri kar nekaj stvari, na koncu seveda tudi vprašanja in najbolje torej, da kar začnemo. Kaj torej pomeni neodvisnost sodstva v demokratični državi? Kaj pomeni to, da je sodstvo oblast? Kako pravzaprav vidite sedanji trenutek slovenskega pravosodja? Kdo bo prvi? Jaz moram še vedno najmlajši. Najmlajši. V tem primeru bom pa začel. Zdaj, najprej vas lepo pozdravljam, se zahvaljujem kolegi Janezu, ki ga tudi jaz zelo spoštujem in cenim kot pravnika in kot prijatelja, da me je povabil. Če enkrat stvari bi rekel najprej tako. To, da je sodstvo oblast in to ena od 3 glavnih vej oblasti, je pravzaprav pridobitev, lahko rečemo, razsvetljenskega obdobja in tega, čemu kasneje rečemo pravna država. Namreč vsi vemo, da obe drugi veji oblasti sta seveda bolj politično obarvani in z tega vidika dostikrat težko zagotavljata tisto objektivnost pri razsojanju o sporih, tudi na podlagi zakonov, kot to lahko naredi neka sodna oblast, ki ima neke druge kvalifikacije. Če gremo kar v sodobni čas, gre za neko vejo, ki je pravzaprav legitimirana po eni strani demokratično s tem, ko jo izvoli nek demokratično pred tem izvoljen organ, po drugi strani gre pa za visoko strokovne ljudi, seveda takšni, ki imajo neko pravno izobrazbo, ki je pa za to predpisano. Skratka, to je neko jamstvo, da ima državljan v končni instanci v vsakem sporu, tudi v sporu z državo, z multinacionalkami ali so državljani seveda na voljo, torej sodno varstvo, ki je najbolj neodvisno, najbolj nepristransko od vseh ostalih. Takšna je ta osnovna domneva, tudi verjetno tako je. Ob tem, da seveda lahko kdaj podvomimo ali kdaj sodstvo bolj ali manj neodvisno, ampak zagotovo ima večje možnosti, tudi v resnici je v demokratični državi, od denimo parlamenta ali vlade ali ministrstva in tako naprej. Neodvisnost bi rekel tako, da ne bom predolg, ima etično in pravno dimenzijo. Pravzaprav težko ugotoviti, kaj je bilo prej. Namreč tako etični kodeks sodnikov zapoveduje neodvisnost sodnika, kot tudi seveda zakon, recimo o sodniški službi, ki prav tako postavlja to kot temeljno načelo, torej da je sodnik neodvisen. Zdaj vsi vemo, da ta neodvisnost se cepi vsaj v 3 vidike. Eden je ta institucionalni, ki sem ga nekako pokazal, kjer se sodnik torej loči od drugih vej oblasti. Drugi je ta funkcionalni, veliko delovni, kjer je sodnik na nek način neodvisen od raznih mnenj, od raznih, kako bi rekel, verbalnih in drugih pritiskov. Torej ni vezano nobena navodila, bi rekel tako, kot velja za poslance, skratka nihče ga ne more, ne politik, ne nek bogataš, ne bi rekel prijatelj ali kakorkoli siliti v neko odločitev. Tukaj mora on soditi strogo po ustavi in zakonu in po svoji vesti, kar ni zanemarljiva stvar, seveda pa v okviru ustave in zakona. In tukaj je tudi pomemben ta materialni vidik, ki to funkcionalno in tudi ostali 2 obliki neodvisnosti omogoča, kajti če sodnik ima neko, recimo temu spodobno plačilo za svoje delo, potem seveda ga lažje upravlja, se mu lažje izključno posveti, ni v nekih izkušnjavah, ki seveda tudi za sodnika lahko predstavljajo težavo, čeprav so to ponavadi etično bolj dozorele osebe, ampak ni v neki izkušnjavi, da bi potem še na črno počel kaj drugega za zaslužek oziroma delo, ki je nedovoljenega. In končno, čisto pri razlagi pravnih aktov rečemo, je neodvisen v tem, da po svojem strokovnem znanju in vesti, kot sem rekel, presoja te akte. In še zadnja misel,
ki sem jo zasledil tudi na mednarodnem nivoju, v raznih teh kodeksih oziroma razpravah o sodniški etiki se poudarja, da neodvisnost sodnika pravzaprav ni nek njegov privilegij ali pravica, še manj, ampak je pravica državljana, da ima dostop do sodišča, ki bo o njegovem problemu res neodvisno od politike, od, bi rekel, finančnih lobijev, od drugih lobijev ali kakršnikoli interesnih pritiskov lahko odločal. To je zdaj ta teoretski, bi rekel, vod, ki so ravno z področja pravne teorije, pa bi zdaj prepustil sogovornikom besedo, pa se potem še kaj problemsko bo vključen nazaj. Tudi jaz vas lepo pozdravljam. Kolegu Jaro Podgorevcu se ne bom zahvalil, ki je pretiraval, mislim, da še nepravilnega dela, pa ne nagradujem preveč. Rad bi povedal samo še to, da sem pred tem, torej pred 93 letom, približno 12 let delal po pravosodni upravi in sem sodeloval pri začetku priprave teh zakonov, ki izjemoma in tako rekoč nepričakovano še vedno veljajo v glavnem vsi, torej v sodiščih, sodniški službi, tožilstve so namenjen pred parmi leti, po pravobranilstvu, odvetništvu, notariatu in tako naprej. Glede neodvisnosti se strinjam s tem, kar je bilo že povedano, rad bi pa sam iz lastne izkušnje v bistvu poudaril nekaj, kar je, bi rekel, tako na nek način nedokončano ali pa neodrešeno vprašanje. Profesor Cerar je rekel, da sodnik, če smo pri neodvisnosti sodstva, odloča na podlagi oziroma da je vezan na ustaven zakon in da odloča po svoji vesti. Te tri stvari, ustava pa zakon, recimo še kolikrat to gresta skupaj, ker oba izvirata iz istega, bi rekel, normodajnega telesa. Medtem ko je vprašanje, če lahko sodnik sodi po svoji vesti, glede na to, da je vezan na zakon. Kajti zakon v bistvu mora imeti dve kvaliteti. Mora biti skladen z ustavo in fajn bi bilo, če bi bil primeren vedno. Mi pa nekako vemo, da niso ti zakoni primerni po svoji vsebini in seveda v vprašanje primernosti se sodnik direktno ne more spuščati, nima ustavne, nima zakonske podlage, kot jo ima za vprašanje, pač za spuščanje v vprašanje skladnosti zakona z ustavo. Ali pa za vprašanje skladnosti zakona z evropskim pravom, kjer ga pač ne uporabi, če neka norma evropskega prava ista stvar rešuje drugače. Medtem ko torej vprašanje primernosti zakona je, vsaj po mojem osebnem mnenju, seveda precejšnje vprašanje, glede na to, da vemo, in se zame še povečuje, glede na to, da vemo, da delitev oblasti, kot je bila zamišljena v dobrih starih časih, več ne funkcionira tako, kot je nekdaj, vsaj kot sem jaz o tem poučen, da je na črti zakonodajna izvršilna oblast ali obratno. Moč gre, zakonodajna moč, tako rekoč, gre od izvršilne oblasti preko zakonodajne v uradni list. Ne, morda obratno, ali pa ni tu morda toliko izraženo načelo zavor in ravnovesij, kot je med tema dvema, torej bi rekel normodajno sfero in sodno sfero. Tu problemov v zvezi z neodvisnostjo, vsaj jaz iz svoje prakse se ne poznam, v tem smislu, da bi to eksplicirano rekel, tle bo se pa sodili tako ali tako, tudi v teh vrstah sporov se bo sodili tako ali tako. Ampak potem si znotraj
te omejenosti z zakonom in tako naprej, ki je seveda normalna, si potem še lahko oblast. To sprašujem glede na to, da so se v javnosti, recimo pred leti, pojavili očitki, da so sodniki, da nekako preveč uradniško pristopajo k svojemu delu in da v bistvu se mogoče kot oblast danes čuti predvsem še kakšno ustavno sodišče, ki pa seveda takrat, ko hoče biti oblast, mirno pove nekaj po njegovem mnenju neustavno in potem seveda s to svojo oblastjo stvari nekako spremeni. Seveda tako daleč sodnik ne more iti, ampak znotraj interpretacije zakona in morda tudi znotraj vesti, ki lahko takšno interpretacijo nekoliko motivira, pa mogoče vendarle. Ja, sodnik je oblast ali sodišče, je oblast seveda predvsem v razmerju do posameznikov, do pravnih oseb, posameznikov in tako naprej, ne v razmerju do preostalih dveh vej oblasti. Sodnik je oblast neke vrste, v narekovaji, v razmerju do zakonodajne oblasti, kazenski sodnik ali pa civilni sodnik je samo na podlagi 196. člena Ustave, da lahko zahteva presojo skladnosti zakona za Ustavo. Oblast nekoliko bolje oblast v razmerju do, bi rekel, normodajnih vej, torej zakonodajne ali pa izvršilne, kolikor izvršila nastopa tudi kot izdajatelj predpisov, na podlagi inštituta exceptio illegalis, torej na podlagi možnosti, da ne uporabi podzakonskega predpisa, ki ni skladen z Ustavo ali zakonom. Tu je nekako oblast napram drugima dvema vejama. V večini pravnih panog, s katerimi se ukvarja sodstvo, razen v upravnem sporu in temu podobnih postopkih, kjer pa je seveda oblast, kjer presoja zakonitost in ustavnost, zlasti zakonitost aktov, ki jih izdajata druga, pa predvsem pa izvršilna veja oblasti. Tu je neke vrste oblasti. Vprašanje je seveda tega uradniškega, kot se včasih temu reče, ali ocenjuje, da je preveč uradniško in bi rekel sodniškega, popolnoma, bi rekel, polni meri tega izraza. Je pa vprašanje mnogih, bi rekel, faktorjev, ki vpliva. Od tega, kako so sodniki usposobljeni, do tega, koliko so obremenjeni, do tega med drugim, kako se normodajni akti spreminjajo. Koliko sploh omogoča sodniku, torej si to položaj, v katerem se nahaja, mora pa rešiti toliko in toliko sporov, koliko mu omogoča se poglabljati v posamezna vprašanja, bi rekel, v takem obsegu, da bi odkril, kje je pravzaprav problem. O tem bomo še kakšno rekli v nadaljevanju. Mogoče bi vas vprašal še eno stvar. Mislite, da je del neodvisnosti sodstva tudi finančna neodvisnost, to, da mora sodstvo imeti nekje neko lastno sodno upravo? Ali je ta zadeva manj povezana s tem, da bi morda vendarle lahko bil večji del sodne uprave prenešen na Ministrstvo za pravosodje in se tam odvijal? Moje stališče je namreč ravno v tem, da neodvisnost sodstva se kaže v neodvisnosti pri njegovem odločanju. Zdaj pa kakšen računalnik bomo kupili sodniku, po mojem gotovo ni del te neodvisnosti. Ob tem, da seveda mora biti zagotovljeno delovanje. Ne moramo reči, zdaj pa vam bomo jemali, ne vem, tako da sploh ne boste mogli delati v tem smislu. Torej, osebno mislim, da to vprašanje, oziroma vprašanje, kje oziroma kateri organ naj bo v poglavitnem, bi rekel, zagotavljalec
ali urejevalec, bi rekel, materialnega položaja, torej sodstva, finančnega in tako naprej. To vprašanje ni bistveno, če tisti, ki to dela, ki je za to pristojen, dela v funkciji, bi rekel, zagotavljanja, funkcioniranja sodstva v njegovem ustavnem smislu. Poznam situacijo v Nemčiji, nemška sodništva so sigurno neodvisna. Oni imajo 5 sodnih vej. Ena je splošno sodstvo, kazensko in civilno in trgovsko, druga je upravno sodstvo, tretja je finančno in tako naprej. Upravno sodstvo je v Nemčiji pod pravosodno upravo notranjih ministrstev podežela. Pa ni zato nobenih problemov, ker se ve, kakšna je funkcija sodstva na eni strani in kakšna je funkcija tega, ki zagotavlja sredstva in tako naprej na drugi strani. In jaz mislim, da je bistveno vprašanje vedno samo to, ali bo tisti, ki je za to pristojen, sposoben in seveda tudi predvsem sposoben to svojo nalogo opravljati, tako da bo sodstvo zagotovljen tisti položaj, ki ga potrebuje za to, da pravzaprav lahko opravlja svojo funkcijo, to je svoje ime. Hvala tudi sam. Najprej prav lepo pozdravim vse, ki smo se danes tu zbrali. Zahvaljujem se seveda tudi za povabilo, z veseljem sem prišel, da v tako kvalificirani družbi razpravljamo o nekaterih pomembnih vprašanjih našega sodstva. Že prva tema, ki smo se lotili, je gotovo izjemno pomembna in ena od osrednjih, s katerimi se mora soočati vsaka družba, seveda tudi slovenska. In že uvodno razpravljanje, ki ga je zastavil kolega Pogorelc in ki se je nadaljevala oba kolega, je potekalo v enaki pomanjkljivosti, v kateri tudi sicer vedno poteka razprava, kadar se govori o neodvisnosti sodstva. Bom povedal nekaj. Vsi mednarodni dokumenti in seveda tudi slovenski kodeks sodniški v eni sapi in hkrati govorijo o neodvisnosti, nepristranskosti in odgovornosti, pa ne sodstva, ampak sodnikov. Konkretno, ne govorijo o sodstvu, govorijo o sodniku. Sodnik mora biti neodvisen, mora biti nepristranski in mora biti odgovoren. Vendar v slovenski javnosti in v razpravah praviloma ne zasledimo razprav, poglobljenih razprav o zadnjih dveh vidikih. Začne se in konča se pri neodvisnosti, kot se tudi pri kolegu Pogorelcu, ki je sicer čisto dobronamerno očitno sledil temu splošnemu trendu. Vendar pa, po mojem mišljenju, problem neodvisnosti sodstva v Sloveniji sploh ne obstaja. Ne verjamem, da bi kdorkoli narekoval ali diktiral nekaj kakšnemu sodniku, kako ne sodi. Pač pa po mojem globokem prepričanju pa v Sloveniji poznamo velike probleme v zvezi z nepristranskosti sodnikov in tudi z odgovornostjo sodnikov. Odgovornost sodnikov seveda pomeni tudi strokovno znanje, poznavanje in uporabo tega prava v konkretnem primeru. In naj tu samo citiram spoštovanega kolega vrhovnega sodnika in predsednika Ljubljanskega višjega sodišča, ki je na vprašanje, koliko sodnikov ima višje sodišče, ima jih namreč 80, je rekel, imam 20 vrhunskih sodnikov. In na tem sodišču je 80. In če bi jih imel še 20 takih, potem jih več ne rabim. Mislim, da je že ta odgovor, da je že povedal, da marsikaj pove. Da nas čakajo tu na tem področju še zelo velike naloge. To bom kasneje lahko ponazoril tudi na nekem perečem primeru, ki je gotovo za publiko zelo zanimiv, gre za primer Karitasa, ampak o tem kasneje. Zdaj, če gremo pa k vprašanju nepristranskosti. Pri nepristranskosti, veste, je treba, mora pa sodišče varovati
poleg nepristranskosti vsakega sodnika posebej in vseh sodnikov skupaj, seveda tudi poštenost sojenja. To je ena od temeljnih zahtev Evropskega sodišča za človekove pravice. Naj povem tudi to, da se je ta zahteva o poštenem obravnavanju, se poslej po analogiji prevesila tudi kot dolžnostno ravnanje ne samo sodnih organov v demokratičnih državah, ampak tudi vseh drugih državnih organov z javnimi pooblastili. Se pravi, to je izrecno jurisdikcija Evropskega sodišča je raztegnila to dolžnostno ravnanje sodnih organov tudi na druge upravne in druge organe z javnimi pooblastili. Poštenost sojenja pa vsebuje še eno dodatno zahtevo. Zahtevo po videzu nepristranskosti in poštenosti. In tu moram žal ugotoviti, da je bila Slovenija že obsojena zaradi tega, ker je bilo to načelo videza nepristranskosti oziroma poštenosti sojenja kršeno v enem od primerov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. In da seveda tudi nekatera ravnanja primerov, ki smo jim pričali lahko v zadnjem času, ne izpolnjujejo te sicer standardne zahteve Evropskega sodišča tako po nepristranskosti kot po zagotavljanju videza nepristranskosti sojenja. Zdaj o konkretnih zadevah tega lahko kasneje. Tako da želim si samo, da bi bodoče razprave, ki se nanašajo na položaj sodnikov v družbi, ne bi začenjali in končevali z vprašanjem njihove neodvisnosti, ampak da bi se osredotočili na vprašanje nepristranskosti sodnikov, na vprašanje poštenosti sojenja, na vprašanje videzi poštenosti sojenja in tudi na vprašanje odgovornosti, pa da ne bomo samo pri sodnikih. Ti kodeksi, o katerih sem govoril, velja za vse pravosodje, za vse pravosodne organe, ne samo za sodnike. Tudi seveda, da ne bomo ostali samo za sodnikih, tudi za tožilce. Za tožilce in tudi posredno, recimo tudi za pravobranilce, za vse, ki so kakorkoli povezani z pravosodjem v širšem pomenu besede. Če nekaj glede oblasti. Sodstvo je seveda ena od dveh oblasti in moderna teorija klasičnega ločevanja dveh oblasti, kot je zaznal še Montesquieu, definiral Montesquieu ne pozna več, pozna pa nekaj drugega. Pozna pa uravnovešenje moči med posameznimi vejami moči, ki se okaže v tem, da nobena od obstoječih dveh oblasti ne more biti absolutna in primarna, da mora biti podvržena medsebojnemu nadzorju, to je teorija check and balance, drugih vej oblasti in iz tega seveda tudi sodstvo ne more biti izuzetje. To so gotovo nekateri mehanizmi, ki morajo biti spoštovani, kajti najslabše, kar se pri sodstvu lahko zgodi, in zdi se mi, da smo v Sloveniji že blizu tega, je, da se sodstvo začne regenerirati samo in sebe. Ja, to seveda, kajti da se začne in obnavljati izključno samo iz sebe. Je torej ta osnovni problem imenovanja sodnikov v državnem zboru preko sodnega sveta, v katerem imajo večino sodniki in predlagajo sodnike, pravzaprav nek začetek tega problema, zaradi katerega vidite težavo, da v bistvu ne moramo zagotavljati tiste osebne integritete, kulture, klime, da bi bili sodniki zares suverene osebnosti. Da pravzaprav ne bi samo zagotavljali videza nepristranosti, ampak da dejansko bi ta nepristranost bila dovolj samoumevna, da bi seveda bil potem tudi takšen ta videz. A je tukaj jedro problema v samem imenovanju, v tem, da je bila morda ilustracija, po vašem mnenju, sodnikov premalo odločna, čeprav en kos je v bistvu bilo, ali pravzaprav gre morda bolj za kakšne druga vprašanja v smislu tega, da so preprosto premalo dostkrat izobraženi, premalo si upajo odločati včasih. Morda tudi to, da se
zelo pogosto pri nas spreminja zakonodaja. Ne? Sodnik v Avstriji, v Nemčiji priseže na ustavo in zakon, ne? In pri nas tudi, ne? Ampak ta zakon, na katerega naš sodnik priseže, se bo seveda zelo, zelo veliko večkrat spreminjal. Ne? In to seveda zanga tudi pomeni neko dodatno obremenitev, mogoče celo večjo obremenitev od same te preobremenjenosti s številom zadev. To pogosto spreminjanje zakonov in vse te stvari. Kje so torej ti največji problemi pravosodja, da pravzaprav na koncu pridemo do rezultata, ki ne daje tega videza nepristranosti, vsaj po vašem mnenju? No, zdaj ste nanizali cel kup vprašanj. Osrednji problem gotovo ni, to delovanje sodnega sveta. Je pa, mislim, da je pa problem, ki vredi pozornost in neke širše javne razprave. Vendarle so, mislim, da bo treba odgovore na to iskati drugje. Omenili ste neko, kako bi rekel, neko prekinitev s prejšnjim pravosodnim sistemom. Res je v Sloveniji bila glede sodnikov uvedena ilustracija, Ustavno sodišče jo spoznalo kot skladno za ustavo, ni bila povedena podobna ilustracija, niti za poslance v državnem zboru, zlasti pa, če že govorimo o pravosodju, niti ne za tožilce. In veste, treba se zavedati, če govorimo o realnih številkah. V slovenskem pravosodju je bilo med sodniki, jih je bilo kar nekaj takih, ki niso bili člani Zveze komunistov. Sicer tisti iz kazenskega prava, tam so že gledali, da so na drugih področjih je pa kar bilo določeno število, ki niso bili v partiji, to da ni bilo pa niti enega tožilca, ki ni bil v partiji. In ta sestav se je pa dejansko ohranil nespremenjen, tam pa ni bilo nobene registracije. Tudi ni bilo nobenega preizkusa, če ne govorim samo o partiji, ni bilo nobenega preizkusa glede morebitne kršitve človekovih pravic. Recimo, spomnim se kolega Cerarja, kako je takrat v začetku 90-ih let v Telexu objavil izvrstno analizo umorov teh prebežnikov preko meja nekdanje skupne države. To je bil dejansko zamolčana tema. Slovenska meja je bila poleg nemške meje tista, na katero bi žalo ne več žrtov nekdanjega totalitarnega režima, ki so padli pod streli. In pri tem so seveda tudi sodelovali naši takratni preiskovalni organi. Vendar to poglavje ni bilo več pristojno. Mogoče nekaj se dovolite. Nekaj mislim, mečkano nepovezanih, ker se je veliko tem odprlo, ampak najprej glede financiranja sodišč in sodnikov kot nekega elementa neodvisnosti oziroma normalnega delovanja. Glede, problem naše države je ta, da pravzaprav noben podsistem več čisto normalno ne deluje. Če ne gospodarstvo, ne finance, ne bom rekel politika, ne pravna država z vsemi temi pravosodnimi institucijami, ne deluje popolnoma normalno, potem je strašno težko se odločiti za nek model, ki v neki drugi državi deluje, ker pri nas ne bo tako deloval. Nemčija je neka urejena država s tradicijo, tudi neka dežela, kjer ni tolikšna očitno koruptivna nagnjenost, tega znajo pa boljše preprečevati, ali kakorkoli, kot se je izkazalo to pri nas. Ki so pravzaprav sami sebe, če sem iskren presenetil, koliko smo sposobni neke korupcije, neke, bi rekel, domačnosti, klientelizma, nepotizma, vsega tega, kar zdaj opažamo, da nazaj in sproti. Ljudje, ki ste v takem vzdušju, je zelo težko se zanašati na to, da bo recimo Ministrstvo za finance korektno, bi rekel, z pravim odnosom do državnih institucij, do državljanov, financirano sodstvo. Zelo težko se je zanašati po drugi strani, če bo imelo sodišče svoj proračun, da bo racionalno, da bo res varčno, da bo težilo k temu, da pospešuje postopke in tako. In to je eno tako splošno vzdušje nezaupanja, ki je resnično prava frustracija, ker ne veš, kaj bi se lotil popravku sistema oziroma in jaz mislim, da pomembno je to,
To pa je nek svetu signal, da smo mi zdaj zaznali, tudi državljani slovenski in nasploh Slovenci, da je pravna država vrednota. Namreč leta nazaj je bila pravna država kot neka sintagma, neka floskola, ki so jo v glavnem veliko uporabljali politiki, bolj tako mimobežno razne redkih izjem, ker je bilo pač to simpatično, ker je bilo nujno to uporabljati v retoriki. Danes pa vemo, kaj pomeni izostanek pravne države. Vemo, da ne more ne finančni sistem, ne gospodarski, ne socialni delovati, če ga ne podpira neka urejena pravna država, ki zagotavlja nek relativno pravičen red v družbi. In jaz mislim tako, da je zelo pomembno, ob vsem tem, kar je bilo popolnoma korektno ugotovljeno in zanimivo povedano, da se ob teh sistemskih pomanjkljivostih, ki jih imamo, in jih imamo kar nekaj, že izvolitev sodnikov je nenavadna, ampak na to se bom takoj vrnil, posvetimo temu ustvarjanju neke nove mentalitete. Zdaj me bo zelo indikativno to, kar je kolega Janez Pogorelec rekel na začetku, ko si dejal, da neka sodnica se je pritoževala nad tem, da jo njen položaj omejuje v nekem svobodnem govoru, v morda taki diskusiji, se nam nekako ni čutila sposobno ali kompetentno pridružiti, ker bi lahko naredila, ki je zoper sodniški kodeks ali kakorkoli. Bi to vplivalo na vidosebne pristranosti. Morda je celo motilo to, da je to pač nek posvet, ki ga organizira politična stranka. Ampak jaz mislim, da je ravno to nek vidik, ki ga moramo začeti počasi prebijati. Dr. Janez Kranjc je enkrat lepo napisal, mislim, da je to letelo predvsem na pravnike, kot celoto, ali samo odvetnike, da so nekoč pravniki, pravi in sodniki, odvetniki, notarji, še bi rekel v starih časih, 100 let nazaj, predstavljajo neko inteligenco, neko skupino državljanov, ki je imela neko stališče do pomembnih zadev. Danes odvetniki notarji obdasijo samo, ko gre za toliko, njihovo seveda. Ko gre za resne družbene probleme, bo rekel, te poklicne skupine, ki imajo nekaj znanja, ki imajo nekaj izkušenj, tudi sodniki nenavadno, se ne oglašajo. Sodniki, recimo, mi smo že v sodnem svetu sprejeli neko stališče, torej neka napotila za izboljšanje stanja v sodstvu, ta so objavljena na spletni strani sodnega sveta še vedno. Smo recimo rekli, da bi bilo zelo pomembno, da se sodnike vključuje v pripravo zakona. To pomeni v diskusijo. To je diskusija. Tukaj lahko ti poveš, kaj bi bilo dobro zakone spremeniti, da bodo sodniki lažje sodili, da bodo lahko postopki bolj učinkoviti. In jaz se spomnim neke diskusije, pogledajte, bila tudi neka strankarska, pravzaprav strankarsko organizirana diskusija, pa diskusija je bila strokovna, tako kot danes. In je na koncu okrogle mize nek gospod vstal, že gospod z izkušnjami, domnevam, da ima okoli 60 let, ko približno tudi politično angažiran in je rekel, ampak povejte nam vi pravniki, zakaj si pa potem sodniki, če so nezadovoljni z zakonodajo, ne spremenijo zakon? Vidite, in takrat človek, ko vidi, iz takih malih stvari, da imamo ljudje v Sloveniji še absolutno premalo vedenja o tem, kaj je sodišče, kaj je tožilstvo, kaj je delitev oblasti. Torej v tem primeru seveda ni vedel gospod, da sodišča ne sprejemajo in spreminjajo zakon, da so tu odvisno od zakonodajalca. In jaz mislim, da je treba res najprej dvigati to neko splošno politično in pravno kulturo. Pa seveda hkrati tudi na popravkih sistemov. Absolutno tam, kjer je treba in tukaj je odgovornost stroke, ampak če se mi ne bomo dvignili v tej kulturi, v nekem osnovnem poznavanju teh institucij, tudi to, recimo, je izraz nepoznavanje, da se veliko stvari danes prelaga na sodišča, kot njihova odgovornost, pa so recimo delno so odgovorni za to lahko državni tožilci, lahko tudi policija ali kdorkoli, kajti recimo kazenski postopek, se lahko začne, če najprej policija opravi svoje delo, potem se je državno tožilstvo, še potem pride na vrsto sodnik. In mnoge zadeve v naši državi sploh ne pridejo včasih še do policije, včasih ne do tožilstva in tudi ne do sodišča. To so tudi hudi problemi, ki jih pa ne zaznamo, ker so nevidni. Zaznamo jih šele, če jih nekdo gledali. Ker bi ravno to menjeno, da končam. Mi v Sloveniji imamo zelo izjemno izvolitev sodnikov. Samo mislim, še 2 državi poleg nas v Evropi sta takšni, da parlament izvoli sodnike, torej prvič v trajno funkcijo.
Potem se je stroka že izrekla in rekla, da to ni primerno, da ureditev bi morala biti drugačna, da pa ni dobro. In stroka je bila tukaj zelo enotna, je bilo zelo veliko pravnikov prisotno, da pa ni dobro katerega koli od temeljnih stebrov, ki jih ustava določa glede sodnikov, spreminjati, ne da bi celoto uredili po celoto. Če mi recimo posežemo samo v neodvisnost funkcije, ali pa samo recimo v neko drugo zgodbo, potem porušimo neko skladnost sistemsko, ki ustava le na nek način zagotavlja. In toliko, no, mogoče se bom kasneje še nekaj vzval. Janus, mislim, da še hotel. Ja, pravzaprav nimam kaj česa dodati k temu, kar je bilo do zdaj rečenega. Razmišljal sem pa ta trenutek o tem, o nepristranskosti. Pa še zmeram malo o vezanosti sodnika na kaj in tako naprej. Sodnik je vezan, seveda formalno je vezan na ustavni zakon. Dejansko je pa mnogo, jaz zdaj govorim kot praktik, mnogo vezan tudi na stališča sodne prakse. To je tudi nek vir, na katerega nisi formalno vezan, ga pa moraš upoštevati, med drugim tudi zaradi enakosti strank pred zakonom, oziroma v sodni praksi. Tako to je tudi eno od takih pod vprašanj, ki misli. Če se lahko sem na tole navežem, gledajte, pri nas se je velikokrat pojavila ideja, da bi morala naša sodišča nekako začeti uvajati nek precedenčni sistem odločanja, se pravi podoben takšen, kot ga imajo v anglo-ameriškem, torej svetu z anglo-saksonsko tradicijo, da bi bile sodbe višjih sodišč, tako kot denimo velja v Sloveniji, da so odločbe ustavnega sodišča na nek način zavezujoče, potem tudi širše. No, ideja je bila ta, da bi torej sodbe, recimo vrhovnega ali pa višjih sodišč, postajale obvezni, da ne bi bil tako samo nek vzorec, ki ga je vredno upoštevati, ki ga je samo treba včasih vzeti zelo resno, ker sicer pride do neenakosti v sodni praksi, ampak pogledajte, v čem je en zelo preprost problem. Ti ne moreš ustvariti precedenčnega sistema, če se ti zakonodaja nenehno spremeni. Če imaš ti nek zakon, ki velja 10 let, potem bodo sodniki lahko v prvih nekaj letih ustvarjali neko prakso, bomo imeli neke znamenite primere, tako kot jih ima Evropsko sodišče ali pa ustavno, ampak tam je ustava ali pa Evropska konvencija stabilen akt, kot tisti osnovni zapis. Pri nas se ti pa nek ključni zakon spremeni že v enem letu, včasih dvakrat. In kako bo zdaj sodna praksa pravzaprav postala ustaljena oziroma precedenčna, če zakonodajalstvo onemogoča. To je en tak problem, ki terja prav posebno vključitev. Ampak sem toliko sem skočil, ker sem se domislil, da me pozabim. To se ga drži. V Avstriji se bo nekdo rodil, diplomiral na pravni fakulteti, postal odvetnik, opravil 40 let odvetniške prakse, umrl in ves ta čas bojo zakoni več anonisti. Zakaj je to pa nas tako zelo, recimo, težko? Vsaj ti temeljni procesni zakoni, ti temeljni zakoni, ki se nanašajo na civilno, na kazensko in tako naprej. In tu je, po mojem, dejansko kar resen problem, čeprav se pri nas, v naši državi, je stara 20 let, in so te stvari še niso ustolile, je to pač ob vseh ostalih omenjenih problemih še en dodaten problem, da to zakonodajo občasno je dejansko slaba, in jo je treba popravljati. Ampak seveda mi imamo zelo velikrat pa obratno situacijo, ko se nekaj zgodi, ko pride do nekega problema. Recimo tipičen primer je pri nas stečajna oziroma insolvenčna zakonodaja. Mi smo stečajno zakonodajo spreminjali, ja ne vem, če ne 15-krat sigurno. In vsakič je bilo rečeno, zdaj bo pa vse v redu. Pa nikoli ni bilo, In potem se vprašaš, v čem je problem? Je potem res sploh še lahko zakon problem? Ali je problem nekaj drugega v tem sistemu? Da ne znamo, tako kot naprimer spet v Avstriji, da praktično zaposleni v firmi sploh ne vedo, da je bil stečaj, ker se niti ne prekine delo, niti ne zgodi nič, ampak preprosto propade lastnik, pride drug lastnik in stvar teče naprej.
Pri nas je praktično pravilo stečaja, da smo podjetja zgubili. Zakaj bi ga zgubili? Ne? In to je nažalost pri nas zelo pogost pojav in mislim, da ravno to stalno spreminjanje zakonodaje prej kaže na neki izgovor, ne? Da rečemo, ne, lejte, mi smo dobri, zakonodaja je slaba. Ne? Vedno znova se to ponavlja. In, ne vem, tako banalno, da če pade, ne vem, stebr sedežnice tam pred Mariborom, ne? Bomo naslednji trenutek imeli spremembo zakona. Ne? Pride do ledene ujme, tako imamo v parlamentu spremembo zakona. Ne? Kako, zakaj? A prej nismo imeli zakona, prej ni meni vedel, da to ni funkcioniralo. Zakaj smo šli spreminjati? Samo zato, da morda prikrijemo kakšen očitek, da ne ukrepamo. Ne? Politika seveda zelo rada ukrepa prek tega, da spreminja zakone. To pa seveda potem na koncu pri samem izvajanju zakona začne povzročati zelo resne težave. Gospod profesor je še hotel. Ja, hvala. No, najprej nekaj še na temo nepristranskosti sodnikov, ne? Potem pa tudi morda še nekaj na spreminjanje zakonodaje in na zakonodajo Evropske unije. Glejte, pri vprašanjih nepristranskosti sodnikov je vedno na nek način koristno prikazati kakšen case, kakšen primer. Ne? Zato sem tudi jaz za danes pripravil en takšen primer. In sicer primer je vzet iz predavanj, ki so se zgodile v izobraževanju sodnikov na kazensko-pravni šoli sodnikov v leta 2009. Ta kazensko-pravna šola je potekala v 3 turnusih, ki so se zgodili v 3 različnih časovnih obdobjih, sledil se nekako en teden za drugim. Vsa to izobraževanje potekalo v hotelu Grand Primus v Ptuju. In tam med zelo zanimivimi temami je bila tudi ena tema z naslovom korupcijska kazniva dejanja. Dvakrat je o tem predaval takratni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos, enkrat pa, ker je bil očitno Drago zadržan, pa nekdo tudi iz komisije Roman Kranach. V celoti se je tega udeležilo, vabljenih je bilo približno 150 kazenskih sodnikov, približno 10, ker vedno običajno se jih odjavilo, ker so bili zadržani, vendar vsaj kakih 140 sodnikov je sodelovalo na tem predavanju, ker je čisto normalno in tudi tema je čisto normalna, vendar oba predavatelja iz Komisije za preprečevanje korupcije sta na tem predavanju govorila o konkretnem odprtem primeru. Govorila sta o primeru Pantrija, ki je bil takrat že začet v fazi preiskave. To je bilo takrat znano. O tem sta govorila v glavnem med svojim predavanjem. Pa jim to zdaj ne govorimo o njiju. Zdaj pa moramo vendar spogovoriti o tem, da se v teh 3 turnustih nihče od prisotnih sodnikov in sodnic ne vstal in rekel, oprostite, spoštovani predavatelj, ampak se je ta zadeva pravzaprav odprta, se mi pa tako ne moramo govoriti. Ne, to se pa ni zgodilo. In tako ravnanje, pa seveda veste, pa ne samo, da postavlja čuden položaj, ki nam je čudno luč, kazensko-pravne sodnike, ki so kakšnih 140, iz vseh sodišč v Sloveniji. To so bila okrajna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča, tudi mislim, kakšen vrhovnega sodišča. Ampak seveda tudi zdaj nastaja vprašanje o videzu. Ali je tu zagotovljen videz nepristranskosti in poštenosti svoje. V tem se ni razpravljalo. In tudi, če zdaj pa povežem z primerom, ki je aktualen, ki ga seveda vsi poznamo in o katerem se po mojem pravna stroka doslej premalo predeljevala, je pa zdaj spet ta problem Pantrija. Tu je kar nekaj
znakov, ne, ki spet, bi rekel, mečejo neko senco oziroma postavljajo vprašanje o videzu pristranskosti sodišča. Najprej izjava višje sodišče, ne, ki bo presojalo v odločitvi prvostopnega sodišča, da čestita prvostopni sodnici za pogum. Saj mislim, da je sodni svet celo to izjavo bi poznal kot neprimerno, ampak ne glede na to, očitek, ki sem ga možno biti ustaja, ne. Potem na začetku sojenja se je o zadevi opredeljeval tiskovni predstavnik Vrhovnega sodišča, gospod Strolin. Zdaj, gospod Strolin, kot tiskovni predstavnik Vrhovnega sodišča, seveda ni glasnik Vrhovnega sodišča, on ne sme ničesar sporočiti brez vednosti predsednika Vrhovnega sodišča. Torej, spet nastaja tu, ne vem zakaj je bil potreben ta sum, zakaj je bilo to potrebno, ali so glasom, ampak on se je tam nekaj opredeljeval in to seveda meče že vsega začetka neko čudno luč na sam postopek. Ne. Dej, zadeva pa je nekako še bolj ostaja, glejte, zanimivo je pa, če pa pogledamo zdaj gradivo tega procesa, jaz sem ga tu prinesel seboj in doslej sta o tem išli že dve publikaciji v dveh delih, izvolite. Eno izročam tudi tukajle kolegu Pogrevcu za potrebe Nove Slovenije, en komplet pa izročam kolegu Serolju, mora biti za potrebe osebne ali za potrebe pravne fakultete, kakorkoli, ne. So pa noter samo uradni dokumenti, veste, so sodišča, nič drugega, nobenega komentarja, nič, so samo zaključne besede, tu je obtožni akt in potem sodba, takšna kot je. Glejte, tu je seveda, če človek to bere, nastaja nekaj vprašanj. Recimo, meni je padlo v oči naslednje. V tej zadevi sta bila sprejeti dve odločitvi, ker je korektno, na prvi stopni. Najprej je bila izrečena sodba napisana, potem pa je bila sprejeta odločitev o zavrnitvi sklepa, zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov. Vendar, ko je to gledal nek moj znanec, slavist, njega je to predvsem zanimljivo, to jezikovno, kako to izgleda vse skupaj. Svede nad obtožnim aktom in nad sodbo se kar krije. Rekel, da tako nerazumljive slovenčine sploh še nikdar ne vidim. Da je v tem pogledu to jezikovno katastrofalno, ampak to zdaj ni bistveno. To nas to ne zanima, čeprav je po svoje tudi signifikantno. Rekel pa je, da dva izdelka iste sodnice sta napisana v povsem različnem jezikovnem slogu. Da je to nemogoče, da bi to prišlo izpod peresa ene in iste osebe. En je napisan v korektni slovenščini, opremljen s številnimi opomami, v korektnem besedilu se takoče bere, zaključki so logični, čeprav po mojem prepričanju seveda pravno nepravilni, ampak izdelek je tudi tisti odločitev dokazal. Je popolnoma drugače napisan kot sodba. Tako da neka jezikovna analiza ne more pritrditi temu, da gre za izdelek iste osebe. Zdaj, v tem primeru ni šlo za senatno sojenje, se pravi, tam bi mogoče še lahko do tega prišlo, če bi dva sodnika sodelovala pri izdelku. Tako da ob tem seveda spet nastaja vprašanje, ki lahko postavlja dvom o pristranskosti sodišča. Kako je lahko do tega prišel? Sicer... Jaz tega res ne poznam. Ja, ne, zato se nam pa dal, je pa, če sem že pri besedi, ne to povem še tole. Hvale vredno je, da se je višje sodišče tega lotilo, kot vidimo, dokaj hitro. Zdaj pa, če gledamo
na pripombo, ki je predal kolega Cerar, da je premalo slišati tudi strokovne kritike med samimi listniki sodniki, preko sploh med pravnimi krogi, tudi o sodbah sodišč ali o sojenju. Sploh praktično je tu strahoten manjko, ni takšnih kritik. Predrugo so to navadno so zelo pogoste predstavitve odločitev sodnikov, kvalitetne predstavitve v pravni literaturi, zdaj tega ni. Tudi je ob tem primeru, ki je zelo zanimiv, ni bilo odzivnosti, širše odzivnosti v pravni krogi, čeprav je moje globoko prepričanje, potem, ko sem prebral to, kar je tukaj, da v primeru pravila ne more piti do druge sodbe kot do oprostitve. Jaz zaupam, še to nekaj, zaupam v slovenski ustavno-sodni sistem. Trdno zaupam v slovenski ustavno-sodni sistem. In sem obenem tudi trdno prepričan, da bo prišlo do oprostitve obdolžencev, vendar, to je pa zdaj vprašanje, ki se pa nas vseh tiče, ko govorimo o pravosodju. Normalno je, da se sodišča prve stopnje, da se zmotijo, da delajo napake in da razsodijo pravno nepravilno. Določen odstotek sodišč prve stopnje je vedno razveljavljen, vsi imate poznate te primere, to je sodna statistika, in so ponovno vrnjene v sojenje. Se pravi, glede tega nimamo kakšnih posebnih pripomb. Vendar pa, v primerih, če bi se zgodilo, da bi bila sodba v tem primeru spoznana za pravno nepravilno na višjih sodnih inštancah, bi pa to lahko pomenilo problem na slovensko pravosodje. Kajti potem bi temeljita analiza teh sodb, ki bo seveda vsebinska, ki bo tudi storjena, zdaj je samo, so tu navedene samo te sodbe v celoti, takšne kot so, in vsi akti udeležencev v postopku, sledila bo temeljita analiza, bo pa pokazala lahko na vprašanja, s katerimi bo pa, v katerih pa potem lahko imamo celo vrsto takšnih in podobnih razgovorov v bodoče. Se pravi, da bo ta primer zelo zanimivo spremljati v bodoče. Zdaj pa, ker sem pa že pred besedi in ker ste preomenili še pravo Evropske unije, mi pa dovolite, da pa predstavim še en drug primer, samo da prej damo tole, ker smo vsi prinesli seboj. To je pa primer, ker bi je to vse zanimal. To je pa primer odločitve, oziroma tako bom rekel, razpisa urada vlada za komuniciranje in odločitev dveh sodišč. Razpis urada za komuniciranje pri vladi Republike Slovenije je objavil razpis za financiranje nevladnih organizacij, za nek projekt. V projektu so bila udeležena tudi evropska sredstva. Ker je popolnoma jasno, to pomeni, da je treba upoštevati v celoti tudi pravo Evropske unije. Razpis je bil sestavljen tako, da je med nevladnimi organizacijami izločil Caritas kot nevladno organizacijo. To je bilo seveda že, se je dogajalo že več let zapored. No, Caritas je pa le na eden od teh razpisov vendarle pritožila. Zdaj pa, gledajte, zdaj prihaja pa do problemov, o katerih pa lahko realno govorimo. Uredba Evropske unije, ki se v tem primeru nedvomno uporablja na podlagi 3.a člena slovenske ustave, pa tudi vseh drugih aktov, ki v tem primeru velevajo supremat prava Evropske unije, izrecno našteva med nevladnimi organizaciji ne samo takšne organizacije, kot je Caritas, ampak tudi cerkve. Cerkve in druge cerkvene organizacije. Gre torej za pravo, kolega Pogrevski, je pri nas neposredno uporabno pravo. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Vendar sta pa dve sodišči, upravno sodišče in potem tudi vrhovno sodišče, ki je zadevo obravnavalo v nadaljnjem postopku, sta pa zavzeli nasprotno stališče.
lahko gre recimo za nepoznavanje prava, tako da se izognemo občutku, da gre za primer pristranskega obravnavanja. Če lahko očitek o pristranskem obravnavanju napirimo na urad vlade za komuniciranje, ga ne želim napiriti na upravno sodišče in na vrhovno sodišče, ali pa mogoče tudi. Kajti kot pravnik enostavno ne morem razumeti, da ne uporabljajo prava Evropske unije, ki v tem primeru obvezujoče pravo in na katero je bilo sodišče opozorjeno. Če bi ga še ne poznalo, bi rekel, dobro, je pač tu tisto, kar sem danes na začetku govoril, vprašanje odgovornosti sodnikov. Sodnik pač mora biti odgovoren, mora poznati veljavno pravo. Če ga ne pozna, pač krši zahtevo po odgovornosti sodnika, ampak dobro, to še ni pristranskost. Vendar pa, če si ti upozorjen na to in če direktno negiraš to stališče, potem je pa to razlog, recimo za nadaljevanje te razprave, ki smo danes začeli, ob tem zelo konkretnem primeru, ki bo doživel epilog tudi na ustavnem sodišču. In takrat bo lahko mogoče še kaj več o tem povedati. Takrat bo možno, pa tudi že bolj določno, bom rekel, po rešitvi teh dveh primerov bo možno kaj več mogoče povedati tudi o stanju v slovenskem pravosodju. Samo jaz moram reči, da sem zaskrbljen, da se je vrhovno sodišče po mojem mišljenju privoščilo takšen spodrsljaj. To ste nas zdaj, spoštovani profesor, postavil v situacijo, ko mi trije res težko komentiramo tele primere, ker jih preprosto ne poznamo. Jaz v zvezi s prvim bi rad nekaj rekel. Ja, aha. Ja, pardon. V zvezi s prvim primerom se mi je zastavilo vprašanje, spoštovani gospod profesor, kdaj se zadeva šteje za razsojeno? Ali ko je odločeno na prvi sodni stopnji, ali ko je odločeno, torej, ko je sodna pravnomočna. Tu mi govorimo, tudi jaz nimam tazga prepričanja o tem, kaj je v tej zadevi prav in kaj je narobe, si pa pač svoje mislim, kot se vsak človek, če se z neko stvarjo malo ukvarja. Ampak tu še ni odločeno na drugi stopni. Tako da hočem reči, da naš občutek, to je pa splošni slovenski občutek, zato, da se naj ne bi govorilo o odprtih sodnih primerih, tudi v tistih, ki se šele začnejo. Mi vemo, kako imate televizijske posnetke, ko se nosijo škatle od nekje ven, pa ne vem kaj, pa ko se enega pride, torej pelje na postajo policije, zato da se ga bo popolnoma uvodno spraševalo. Tega verjetno ne bi smeli biti, mislim, kljub temu, da imamo seveda tudi določene ustavne pravice na podlagi torej do informiranosti in tako naprej, ampak ta naš občutek, da od kje naprej bi se lahko šele govorilo o delu sodstva, je očitno precej, bi rekel, ne ravno sesud, kot se moderno reče, ampak precej načet. Če sem vas prav razumel, se potem tudi vam zdi nenavadno, da se je na sodniški šoli govorilo o odprtem primeru? Ne, o tem ne. Mislim, jaz ne vem, kaj je to bilo. No, ja. To, kar sem ne vem, v kakšnem smislu se govorijo. Ja, konkretno, torej, druga reč je, kaj se mi zdi čudno in kaj ne. Ampak o tem, da se, tle pa sem bil zraven, ko se je o nečem govorilo, ker je zame še odprta zadeva, o tej lahko govorim. O tisti ne vem, kaj je bilo. Vam lahko verjamem, ampak pri izobraževanju se v marsičem govori, seveda se ne bi smeli govoriti o tem odprtih zadevah, ko se tudi strinja. Glasi pa ne sugestivno, ali ne vem kako, ampak o tem jaz sem se oglasil zaradi tega vaše.
Če smemo odgovarjati na to, vendarle sta ta dva primera zelo različna. Kaj ti bom povedal, zakaj? Izobraževanje sodnikov je zaprto. Se ne poteka v javnosti. Javnost nima dostopa. Torej, po mojem prepričanju je nesprejemljivo. Prvič, da je sploh, če so te podatki točni, pa imam domnevo, da verjamem, da so točni, da je bil ta primer obravnavan in, kot sem rekel, zame je nesprejemljivo tudi to, da nihče od prisotnih ustal in rekel, prostite, spoštovani predavatelj, ampak prosim vas, če o tem ne govorimo. To je prvo, kar se tega tiče. Zdaj, glede sodnega procesa Patria, če kar govorimo z imenom, ne da rečemo ta zadeva, konkretno, v tujini se razprave vodijo takoj, ko prvostopno sodišče izreče svojo sodbo. Tudi v strokovnih krogih, v javnosti, v strokovnih krogih in to je normalno. Zdaj, kdaj pa je zadeva razsojena, jaz sem rekel, da verjamem v slovenski ustavno-sodni sistem, potem, ko so pač izčrpana vsa pravna sredstva. Težava, ta hip za nas, jaz sem tudi prebral sodbo v Patriji. Nisem pa prebral teh drugih dveh vaših primerov, kjer vam pa lahko samo verjamem. In torej je zelo težko od Karitasa in ta primer na sodniški šoli. Tako da strašno težko iz tega vidika tukaj to reč kakorkoli komentiram. Zato bi predlagal mogoče, da poskušamo ostati pri tistih problemih, ki so mogoče vsaj majčkeno bolj notorični in ki jih bolj poznamo. In tukaj sem tudi jaz hotel načeti eno temo v povezavi z primerom Patrije oziroma v povezavi z tem pregonom pač tudi predsednika največje opozicijske stranke in na drugi strani tudi pregonom gospoda Jankovića. Če govorimo o teh dveh razvpitih primerih, lahko o njih govorimo samo v tem kontekstu, res, o katerem se pogovarjamo, tega videza neodvisnosti, ki ga mora sodstvo dajati. In tukaj so pa določene dosti notorične stvari, se mi zdi, se zgodile v obeh dveh primerih, ki pa so majčkeno, lahko rečemo, nerodne. Recimo, po dolgih letih se pač končuje zdaj včasih primer Patrija. 7 let, to je zelo dolgo obdobje. Po drugi strani, če primerjamo to zadevo z, ne vem, kakšnimi stvarmi v zvezi z Jankovićem, z Mercatorjem in temi stvarmi, so te stvari o Mercatorju še veliko starejše, pa še vedno niso končane. Tisto, kjer lahko rečem, da sem tudi jaz precej strigel z ušesi, se mi je zdelo predvsem to, da je vprašanje, mislim, ali je bilo to naključje, je bil to samo občutek ob vsej tej dolgosti Patrije, je zgledalo, da so se procesna dejanja odvijala pretežno pred vsakimi volitvami. Takrat je začelo prihajati do določenih premikov. In tudi, bi rekel, v pregonu Jankovića, ponavadi kar koincidira z nekimi političnimi dogodki ta stvar. In to pa je recimo notorično in vsi vemo in vsi lahko o tem mogoče kakšno rečemo. In tukaj pa je tisto, kar pa je zame precej eno tako grozljivo vprašanje. Ali res politika lahko vpliva na pregon? Če pomislite, nekateri odmevni primeri v zadnjih letih ali pa v zadnjem letu, dveh, so končno bili končani. Prej smo imeli mogoče 10 let občutka, da se ta dejanja v Sloveniji pravzaprav sploh ne preganjajo. A je tukaj res možno se spustiti, magari vse do nekega populizma, ki ga je sicer verjetno v zvezi z našim sodstvom
kar veliko v naši državi. Ne? In tudi v tem smislu, da pač nismo prav pripravljeni priznavati sodb, če nam niso ravno v korist, ne? In smo jih zelo pripravljeni priznavati, če so nam v korist. Ne? Tudi tukaj je velik problem. Ne? Ampak ta dvom, ki se v javnosti skozi pojavlja, ali je naše sodstvo sploh vredno zaupanja. Ne? Ta dvom je po mojem mnenju zelo slab za našo državo. Zelo ni fajn, da se nam take stvari dogajajo. Ne? Po drugi strani bi bilo pa najbrž prav prenaivno reči, da je naše pravosodje pravzaprav kot ena taka trpežna želva, ki se ne ozira na nobeno stvar, ona gre s svojim počasnim tempom tja in na koncu bo vedno prišlo do cilja in bo vedno doseglo rezultata. Ne, najbrž ne ena, ne druga skrajna trditev čist nista na mestu, ne, ampak dejstvo pa je, da se nam očitno, vsaj določene situacije, v katerih nek dvom o neodvisnosti se lahko pojavi, se nam verjetno, da dogajajo. Ne? In v zvezi s tem bi mogoče vprašal sogovornike še to, a se bi vam zdelo primerno, da bi takšne primere s političnim ozadjem ali pa s političnim ozadjem, v katerih so akterji izpostavljeni politiki, da bi čisto preprosto predpisali, da se morajo obravnavati prednostno. Ne? Sploh, če imamo določen problem neke nedelujoče politične odgovornosti na etični ravni, ali pa na drugi strani mogoče tega, da imajo nekateri občutek, da jih šikanirajo, da če bi odstopili za mesta, naprimer, ne vem, župana, kot je zadnjič ljubljanski župan rekel, da bi to pomenilo, da je priznal krivdo in da pravzaprav zaradi tega potem ne bo obsodil. Lahko poskusimo iti na nivo teh vprašanj in se vprašati, a tukaj zagotavljamo neko neodvisnost in nek videz neodvisnosti. Da, ima nepristranosti, se pravičujem. Zdaj, mislim, da so vprašanja prava. Jaz tudi ne moram komentirati primera, pa ker se nisem nikoli vam poglobil, niti nisem prebral sodbo, moram priznati, ker nisem strokovnjak za kazensko pravo, pa sem rekel, prepuščam ta primer drugim, imam sam dosti dela. Tako da morda sem zdaj premislil, ko bom fone podbral, ker kot je nekdo tako lepo položi, je lažje, ne? Verjetno me bo prej potegnil, da preberem. Druga stvar je tudi ni primer, ki ga težko presvojam, ker imam premanj še v nekih okoličin pred sabo. Kajti nasplošno lahko tako rečem, sodniki lahko poslušajo analizo nekega primera, na šolski način narejeno analizo, če ta analiza ni takšna, da bi jih napeljevala k nekemu pristranskemu delovanju, sploh, če je tam notri v dvorani nek sodnik, ki sodi v takih primerih. Če to predavatelj zna narediti, potem to ni sporno. Če bi bil predavatelj takšen, da bi bil, ko se temu reče, sugestiven, da bi bil tak, da bi jih nagovarjal sodnike, kako naj počnejo v nekih primerih, potem bi seveda se spodobilo, da sodniki odreagirajo, samo ljudno ali nevljudno zahvalijo in je zadeva končana. Ampak jaz vidim enega najbolj ključnih problemov med še nekaterimi, seveda predvsem v tem, kar je delno že nakazano, da se prvič nekatere zelo pomembne zadeve s politično konotacijo ali pa če je za neke zelo velike finančne afere, ki imajo neka druga ozadja, ki so tudi družbeno zelo občutljiva za neke velike igralce v politiki, v gospodarstvu in financah, bodi se res, da obravnavajo intenzivno pred volitvami, to je tako evidentno, da je že skoraj da težko spregledati in tukaj se jaz osebno sprašujem tudi to, ali gre morda res za neko čudno nerodnost sodnikov, da tega sami ne opazijo, ker v končni fazi za 2 dni bi predstavil, 2 meseca bi predstavil svoje, pa bi ga po volitvah izvedel, ali gre pa za kaj drugega, kar je težko zdaj kar tako reči, ampak si vemo,
kar bi bila druga opcija. In druga stvar je ta, ki je v Sloveniji izredno nespodobna, da se očitno prvič neke ovadbe priložnostno vlečejo iz nekih predalov. Ko je nekdo na vrsti, se potegne nekaj ovadb izpred 5 let, 4 let, pa to je za mene resnično tako evidentni dokaz, da se dogaja nekaj nepravilnega že na nekih drugih ravneh, ne samo v pravosodju. In druga stvar, da se potem nekega človeka, ki se ga želi, drži pod sumom neskončno dolgo. Imam tudi kakšne prijatelje osebne, ki so v taki situaciji, ki so ga z ovadbo javno stigmatizirali, torej osramotili, je moral odstopiti kot direktor pomembnega javnega zavoda, bom zdaj rekel. In potem se je svoj ugotovilo kasneje, ampak nekaj let kasneje, da ni bilo nič na tej zadevi. Ampak zadeva je trajala toliko časa, da seveda je bil kompromitiran, da se tudi ni želel vrniti, pa so me celo novi direktor upravičuje, celo rekel, če želiš prijeti nazaj, se bom jaz omaknil, ampak to počnemo, to počnemo. To je tako očitno, da pravzaprav, če to jaz zdaj povem, ne povem nič novega, ne gre samo za to, da smo na to pozorni, da smo senzibilizirani, in očitno nismo dovolj. Nismo. Se spomnim, da v primer gospoda Kanglerja, takrat, ko so bili protesti, pa se ne spuščam v temeljenost protestov po njegovo županovanju, ampak 13 ovadb, če bi bilo, spušče 13 ovadb, in to že kar nekaj časa. Zdaj imamo Jankoviča tudi, ne zadeva Trajanša, ne tako dalje. Potem je pa še ena stvar, to so pa te neverjetne zadeve, ki zastarajo. Ko gre za neko zadevo, začelo se takrat z begunskim nagarom, če se spomnim. In zdaj s tem primerom, sem mali govoril, že ta primer, slavni ta gospodarski. Skratka, veste, tukaj je zelo težko si predstavljati, kako lahko nek sodnik ne uvidi konsekvenc zastaranja nekega gromozanskega primera, gromozanske afere, milijonske, v kateri gre tudi za neko simbolno dejanje pravosodja. In veste, težava, ki ima sodišča, težava je velika, je ravno v tem, da se delo pravosodja presoja po teh nekaj primerih. Jaz verjamem, da večina sodnikov dela dobro zavzeto. Imamo to, verjetno neko glavsko, imamo odlične sodnike in imamo na neki drugi strani tiste, ki so recimo res problematični. In imamo tisto zlato sredino, ki se spet vidijo boljših poslabših. Ampak jaz verjamem, da je večina zelo zavzetih, dobrih, bi rekel, tudi korektnih sodijo tako, kot je treba. Ampak seveda zdaj, če javnost na nekaj primerih ugotovi, da so stvari čudne, potem jasno pavšalizira svojo oceno osobstvo in to nezaupanje potem doleti vse. In to je problem. Zdaj, in zato ocenjujem, da je ena izmed velikih pomanjkljivosti našega, predvsem sodstva, bom rekel pa tudi pravosodja, nasploh sodstva, odsotnost zadostne, bom rekel, in kvalitetne službe in delovanje za odnose z javnostmi, torej z novinarji, PR, kot rečemo. Prisotnosti so. Prisotnosti, ja. Poglejte, ker dejansko je tako, danes je družba spremenila. Že to, kar ste prerekli, ta tradicionalni pogled, kdaj je mogoče sodbo komentirati. To, kar je veljalo 50 let nazaj, to lahko pozabimo. Je treba čakati na neki danes, sodbo komentirajo vsi v vseh fazah. Nekateri moji kolegi, profesori, zelo znani, tudi nastopajo po televiziji, so rekli, nimam nobenega problema v katerikoli fazi komentirati sodbe. Poglejte, CNN zdaj prenaša, recimo pa te veliki programi, celo v živo, prvi tak veliki kazenski proces v Južni Afriki, ta primer Pistorius in tako dalje. Svet gre naprej. In danes se ne more zaprti nek slonokoščeni stolp, kar se nas ne tiče. Danes smo v evropski družbi, v družbi, kjer je civilna družba dosegla neko stopno zrelosti, ki je mogoče 50 let nazaj in bilo. Z internetom, s temi vsemi dostopnimi podatki, dostopom informacij javnega značaja, danes tudi ljudstvo, da tako rečem, ni več tako nauka, tako zelo veliko neizobraženo, da ne bi moglo biti zainteresirano in utemeljeno pričakovalo nekih informacij. Zdaj, kaj se pa dogaja? Poglejte, zakaj je to tudi zelo v škodo sodstva? Po vsakem odmevnem procesu, kjer se novinarji pojavijo pred neko sodno palačo ali zgradbo, se pojavijo odvetniki in tožilci in komentirajo. Odvetniki ponavadi vehementno, seveda tako, da oblatijo sodnika, če je potrebno, za njihov namen, branijo stranko, oni imajo se prav. Tožilec nekoliko bolj mogoče zadržano, pa vendar ne v korist sebe.
sodnik pa ni prisoten. On tu enostavno molči in pričakuje, ne, da bo tako kot 50 let nazaj, ne, dovolj tu, da napiše sodbo. Tukaj že ustavno sodišče začelo zelo dobro prakso, da je tudi začelo izdati neke obvestila za javnost ob pomembnih zadevah, kjer je javnosti pojasnilo in to še vedno počne. Ne. Tudi vrhovno, mislim, da je zdaj to pot, ne, v določenih primerih. A veste, tudi sodstvo mora začeti komunicirati. V tujini imajo to že zelo razvito, marsikaj, samo na kratko, recimo, imate seveda te PR službe, torej službe za odnose z novinarji z medijskimi, ali pa imate celo tako imenovane, da sem naziv tega pozabil, bom kar opisno povedal, sodnike PR-ovce, torej izberijo na nekem sodišču tistega, ki je najbolj retorično sposoben, ki je najbolj izkušen in ne bi rekel tak, da lahko neko zadevo ljudem predstavi, korektno. In se spomnim enega primera, enega doživetja, no, sem bil še dejansko kot član, oziroma takrat že predsednik sodnega sveta na nekem posvetu, Evropskem sodnih svetov, in se je pripravljal nek okvirni etični kodeks, ne, na tej ravni sodnih svetov, etični kodeks kot neko, kako bi rekel, neko vzorčni kodeks za morda nacionalne kodekse sodnikov v teh državah v Evropi. In je nek švedski sodnik povedal, da bi bilo dobro, on je menil, da bi bilo dobro v ta vzorčni kodeks vključi tudi določbo, da lahko sodnik v primeru, če javnost ni po njegovem mnenju dobro razumela sodbe, nastopi v mediju in to pojasni, torej to sodbo dodatno pojasni. In vsi, ali ste te srednje Evropejci, znano vredne, Nemci, Italijani, Francozi, vsi čudno bili, kaj pa za izmimne. Je rekel, ja, poslušajte, to je pri nas praksa. Na Švedskem, če sodnik oceni, da je njegova sodba neprimerno, slabo sprejeta zaradi nerazumevanja, gre na televizijo in jo paste ne samo pojasni, v tem smislu, kar je že naredil, on lahko dopolni na televiziji svojo pojasnilo. In to je nekako sprejeto. To je en korak, ki ga mi še nismo v mojem sposobni niti domisliti, ampak to krepi vides nepristranosti, ne da bi ga šibil, če se sodnik skriva, ne? To šele zbuja nekaj dvom o tem, ne? In tukaj je problem. Ne? To se mi zdi zelo resno in če samo še trenutek pogledam, ne? Samo še ena stvar bi omenil, gledajte. To je tudi morda namenjeno manj sodnikom, bolj javnosti, državljanom na nek način. Včasih kakšen politik, lahko v dobri vezi, brez nekih demagoških namenov, ampak zadeva seveda vedno izpade nekoliko populistično, pove, ne, spoštovali bomo, ali pa kakšen državljanko pove, kot je rekel že kolega Pogorevc, spoštovali bomo samo pravične sodbe, ne pravičnih ne bomo. Torej zavedati se moramo, da vsakdo, ki se v pravdi bori za svojo stvar, verjame, da bo dobil, zato ker verjame, da ima on pravico, da gre zakon njemu upriti, da bo pravična sodba njemu upriti. In zato je zelo težko pravzaprav pričakovati, da bo sodba vedno pravična za obe strani. Praviloma je vedno ena razočarana. In potem huda na sodnika, ponovadi še na odvetnika, to je tudi problem pravnega, ampak to ni današnja tema, pravnega spora. Ne? Ker pravzaprav samo pravno razreši problem, psihološko ga lahko pa še poglobi oziroma institucionalno, ker pol so pa odvetniki podkupljeni, sodniki podkupljeni, vsi barabe, ker sem zgubljen. Ampak dobro, to je normalno, kot državljan dejansko pri nas po nekaj letih prizadevanja stroški izgubi lahko na tak način reagira. Ampak gledajte, zelo nevarno, če to dela politika. Mi moramo razumeti, da v neki državi, ki relativno še dobro funkcionira, kot si rekel, je članica Evropske unije, je pravna država, kljub temu, da je prelupljena po švicarski sir na nekih točkah, ne? Mi ne moremo reči, ne bomo spoštovali sodb sodišč. Tudi jaz se včasih, s katero nisem strenil, ustavnega sodišča, torej odločbo ustavnega sem bil včasih težko sprejemljiv, ampak o tem, da jih treba pa spoštovati, pa ni to nikoli dvoma. O tem se komentira in poznamo sicer v pravni teoriji primere in tudi v državni, torej družbeni teoriji primere, ne? Ko se neka krivica, ne, v družbi pojavi do te mere, da se potem lahko utemeljuje nek upor zoper vlado, upor zoper krivični zakon. Ampak to so res taki primeri, ki so že na meji revolucionarnih premikov. Ko pride do nekih tako hudih splošnih kršitev človekovih pravic, da je stanje neznosno. V tem primeru se lahko govori o neki državljanski nepokorščini ali nespoštovanju nepravičnega prava. Sicer pa moramo državljane naučiti na nek način, vsi se moramo tega naučiti. Je to tako, recimo, kot v športu, ne? Ko se tekma konča. Tudi če sodnik naredil napako, tekma je zaključena.
žal je tako, vsi smo pristali na neka pravila igre, da bo sistem deloval. Mi imamo pravo seveda potem še pritožbo, izvedna pravna sredstva, veliko je še sodnikov, ki lahko zadevo korigirajo, ampak na nek način moramo večkrat te, izberiko Nobel, pa da tudi lahko rečem, ameriške mentalitete tukaj v tem segmentu pa le prevzeti. Ko je igra končana, dostojanstveno sprejemi zmago ali pa poraz. Če si zmagal, ne žali nasprotnika, spoštuj to, da se je boril in na nek način bodi popustljiv, če si izgubil, pa ne bodi žaljiv do sodnišča in tako naprej. Enostavno, drugače ne bomo vzpostavili pravne države. Ker bo vedno izgovor, da nekoga žalimo, da nekomu ne zaupamo in tako naprej. Janez, si hotel še celi? Jaz bi samo rad dodal k temu, kar sem prej govoril, da smo gotovi, da je moje gledanje na to vprašanje, od kdaj naprej se lahko komentira sodbe, bi rekel nekoliko ali pa precej konzervativno, glede na prakso v tujih državah, in bi rad pojasnil, da sem jaz to svoje stališče samo izrazil, da je to moje stališče, ne zahtevam, da ostane pravilo ali postane pravilo v tej državi. Rad bi samo še to dodal, da je seveda težko sodniku komentirati svoje odločitve, ker torej, če je dober sodnik, bo svoja stališča povedal in tudi obrazložil v aktu, ki ga zda. Ampak tega ljudi ne berejo, to morate vedeti. To je res. To je problem, ne? Ja, potem je treba pač ljudem omogočiti, da do tega pridejo, kajti sodnikovo delo ni prodajanje izdelkov, v tem smislu ste narekovali govorili. Sodnikovo delo je, da se spušča, da se poglablja v primere, da študira jus, ki je relevanten. To ga okupira od, če hočete, od jutra do polnoči včasih, ker zadeve ne letijo, če res hočete stvari pride do dna, marsikdaj ne letijo tako sreda služke. Ampak to so samo taka prakticistična vprašanja. Hvala. Dobro. Jaz bi vas lahko zdaj mučil še z eno vrsto vprašanj, za katera nam je nekoliko zmanjkalo časa od ustavnega sodstva in razmerja med tem, koliko se ukvarja z oceno ustavnosti zakonov, koliko pa z ustavnimi pritožbami, kako nam počasi postaja inštanca vrhovnemu sodišču, kako pravzaprav zaradi tega, ker se manj ukvarja z oceno ustavnosti zakonov kot s ustavnimi pritožbami, imamo kar velik manjko, vsaj jaz na službi za zakonodajo, kot pogosto opažam, tega, da neustavne rešitve pravzaprav so sprejete, potem pa ne najdejo poti do ustavnega sodišča. Da celo, recimo, se mi je zgodilo, da sem enega ministra, ki je bil pravnik, opozoril. Glej, pa sredstva pravnika, se veš, da je to neustavno, ne morava tukaj iti mimo tega. In je rekel, bom tvegal. In ni tvegal veliko, ker je vedel, ali pa bil lahko kar precej gotov, da ta zadeva pred ustavno sodišče ne bo prišla. Lahko bi se pogovarjalo o odvetniški tarifi, ki sem sicer najavil na začetku in še v vrsti drugih vprašanj, ampak mislim, da glede na to, da je že 15 do 7 ura, da je mogoče čas za to, da odpremo forum še za vaša vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti. Ni pa nujno, da bomo znali odgovoriti, seveda. Da pa potem, seveda, počasi to stvar nekje do 7 ure poskušamo zaključiti, tako kot smo nekako tudi predvideli. Torej, forum je vaš in izvolite. Hvala lepa. Imam vprašanje za dr. Cerarja. Glede na to, da ste govorili o tem, da imate kolega, ki je bil pravzaprav za obtožnico nekako diskriminiran, pa je kasneje se ugotovil, da ni bil nič kriv. Moram reči, da tudi jaz poznam kar nekaj takih ljudi, ki skozi leta dokazujejo, da pravzaprav niso nič krivi, in to, kar ste govorili o tem, da se vsakič taka stvar potegne iz predala, takrat, ko nekomu paše. Me vendarle zanima, kaj storiti potem, ko nekdo je pravnomočno
osvobojen krivde, torej ko se pravzaprav v vseh postopkih dokaže, da ni ničesar kriv, pa vendarle, če smo iskreni, je tak človek pravzaprav zaznamovan za celo življenje. Jaz imam enako, bi rekel kolega, ki je bil, mogoče celo isti, ki je bil v določenem segmentu obtožen, kasneje pravzaprav dokazano nedolžen, ampak moram reči, da je ta človek recimo 6-7 let, koliko časa je trajal postopek, seveda ne govorim o tem, da je to absolutno predolgo, pravzaprav na vsakem razpisu, na vsaki želji, kjer je iskal neko službo, bil že a priori diskreditiran, pa ne z sodnimi članki, ampak s časopisnimi članki. In vnaprej diskreditiran strani vseh tistih deležnikov, ki so odločali o usodi, njegovi usodi, tako da pravzaprav niti do službe ni mogel. Me zanima, kaj storiti, da bodo, poleg tega, kar ste povedali, da bodo ljudje sposobni sprejemati sodbe, ker je seveda ena od najpomembnejših stvari v tem odnosu sodstvo ljudje, ampak da bodo sposobni za tistega, ki je pravnomočno osvobojen krivde, tudi dejansko verjeti, da tega ni storil. Hvala lepa, bom na kratko odgovoril. Torej, jaz mislim, da obstaja nek mehanizem, ki ga je že tudi kolega Pogorelc nakazal, ko nam je pošiljal neka okvirna vprašanja za to diskusijo. V vseh določenih postopkih, ko gre recimo ali za politične osebnosti, ali za hude afere ali kaj podobnega, po mojem mora uvesti to tako imenovano kontinuirano sojenje. Se pravi, da bi se ne prelagale obravnave za več mesecev, da bi potem 3 leta, 5 let nekoga imela, pa dejansko, ko se proces začne, nekaj meseca so priprave, potem se po ponedeljek začne, v torek se, četrtek se nadaljuje in se mora končati. Tako kakšen dan vmes pauza, ampak postopek se mora v eni veliko rundi po domače končati. To tujini poznajo, konec koncev to spremljamo, take procese celo zdaj preko medijev. In mislim, da je to edino primerno, ker s tem bi take ljudi relativno hitro, ko so mediji še prisotni, ko ima javnost to še v spominu, lahko do neke mere osvobodili te stigme. Ker če so mene recimo januarja obtožili oziroma kakorkoli ovadili, pa je tam nekje jeseni že potem sodba, potem je to še v takšnem spominu, da je ta človek res do neke mere opran in lahko recimo še vedno učinkovito kandidira na volitvah, si ponovno pridobi nek položaj. Če pa to traja 3-4-5 let, je pa ono mes izmučen, zgubil je stik z neko prakso, uveljavljajo se že drugi ljudje, niti ni realno, da bo prišel lahko nazaj na položaj, politično je pa bolj na mrtvu, če gre za politika. Tako da tukaj vidim neko možnost. Ostalo je pa stvar ene, kako bi rekel, spet splošne kulture, ki je pri nas zelo slabo. Pri nas zelo hitro, zelo škodoželjno reagiramo na nekoga, ki je samo osumljen. Ne govorim zdaj pravno, da velja domnevne dolžnosti, tega se bolj ali manj, hvala Bogu, tudi mediji zavedajo, ampak to nič ne pomaga, ker te seveda oni in drugi hitro povozijo. Da ne govorim o tem, da imamo danes še, a veste, ta internet. Imamo nešteto danes možnosti, kako človeka osramotiti, razvrednoti. Napišeš, ne vem, ta človek je storil nekaj grdega in pošljaš vsem. In on pošlja vsem in to gre po celi deželi. Jaz ali ta, ki je bil oblaten, sploh ne ve, da to kroži. Torej, če ni neke osnovne kulture etike, ne bomo nikamor pošli. Tako da, to je pa ta širši problem. Če profesor Šturan je pa to nekaj dodati potem pomoče. Ja, hvala. S tem se v celoti strinjam, ker je rekel kolega Cerar, je pa to, kar se tiče samega začetka vodenja in nadaljevanja kazenskega postopka, samo polovičen odgovor. Zato, ker naš zakon o kazenskem postopku, ki ureja pa seveda tudi predkazenski postopek, je še vedno nekoliko predelan bivši jugoslovanski zakon o kazenskem postopku, ki so ga vse druge nekdanje republike v SFRJ že opustile, ki ga tudi druge evropske države več ne poznajo, tu smo mi nek unikum, in skrajni čas je, da sprejmemo nov zakon o kazenskem postopku, ki bo uvedel eno preiskavo, kajti zdaj se preiskava podvaja ponovno, s tem se postopek tako v predkazenskem postopku, kot tudi do začetka kazenskega postopka lahko razteguje v nedogled, to je prav tisto, o čemer smo govorili, in to prakso treba prekiniti. Treba je sprejeti nov zakon
o kazenskem postopku. In ne povem še to, da v mandatu 2004-2008 smo imenovali posebno skupino uglednih pravnih strokovnjakov, vrhovnih sodnikov, tožilcev in drugih, ki so pripravili več kot 2/3 novega zakona o kazenskem postopku. To, da minister Zalar, ki se je za nami, je to idejo popolnoma zavrnil, se s tem ni več nihče ukvarjal in zadeva je obtičala, ker je velika škoda, mi zdaj lahko ta zakon že imeli in po njem hitro in učinkovito izvajali sodne postopke. Vse, ne samo tiste, o katerih je bilo govora. Tako da, to je naloga, ki nas čaka, ki je nujna in ki se jo moramo lotiti. Mojca, potem pa moramo danes dati pred nas. Hvala, lep pozdrav, prav veselje mi je biti v tem večeru v takile družbi. Jaz bi imela v 2 delih razmišljanje. Prvi del in vprašanje me zanima pri vseh teh izzivih, ki smo jih ali pa jih smo danes, jih bomo še omenili. Me zanima, kaj se vam zdi, kakšna je vloga pravne fakultete, spoštovana tudi moja profesorja, sta danes tukaj, meni se zdi, da je pomembna. Druga stvar v zvezi s tem povezano je, kako razmišljate, kakšno vlogo ima tukaj tudi sistem, bi rekla, imenovanja sodnikov, pa ne čist v tem tehničnem smislu, ampak da nekako so v prednosti tisti, ki so svojo kariero začeli na sodišču in jo na sodišču tudi nadaljujejo. Ali bi bilo to smiselno odpreti tudi za druge pravne strokovnjake, ki pa tudi so vendarle v drugih vejah? In kakšen je vaš razmislek o tem? Namreč jaz sem med tistimi delom, ki se mi zdi to kot dobrodošlo. Torej, da ta sistem se odpre. Kot slišimo, se spreminja tudi, oziroma se napoveduje sprememba zakona, pa tudi sama še nisem sicer prebirala, ampak kot se sliši, naj bi se upeljevali noter, bi rekla, termini, kot so timsko delo in podobno. Kaj ima to, recimo, pri sodnikih veze za tem? To, če kdo kaj bolj pozna ta izhodišča, ampak nekako so zaokrožile tudi te informacije. Potem pa druga stvar, ki pa je bila v začetku omenjena, pa potem ni bilo časa, vprašanje ali pa problematika meritornih odločitev inštanc. Meni se zdi, da tukaj je tudi, bi rekla, en velik problem, ker imamo ravno med seboj tudi z področja upravnega prava. Ena gospa z upravne enote rekla, vsakič znova se mi zadeva nazaj vrne. Govorila je o denacionalizaciji, in to ni edino področje, pa so tudi druga področja zelo podobna in dostikrat ima človek občutek, da so sodniki na prvi stopnji bolj pogumni kot tisti na inštancah. Tako da to se mi zdi je zelo pomembno, ne samo z vidika pač tistih, ki odločajo na nižjih stopnjah, ampak predvsem tudi zagotavljanja pravne varnosti, dolgotrajnosti postopka in tudi o tem, kar je bilo pač prej rečeno, nenehno vračanje nazaj. Tako da toliko zaenkrat. Hvala. Jaz sem prevzel mikrofon, da ne bomo vsi. Če bi bilo želel pred mano, mogoče tudi izredno odgovorili. Bom jaz najprej s temle ponovnim odpravljanjem pravnih aktov. Ureditev upravnega, torej postopka v upravnem sporu ne omogoča v vseh primerih odločanja, torej vsebinskega odločanja sodišča. V nekaterih primerih sodišče mora stvar variti, zlasti v primeru po, ampak pri denacionalizaciji mislim, da ni prosto odločanje po prostem preudarku, mora iz drugih razlogov morda variti. Zdaj, lahko da inštanca ima lahko svoje poglede. Naloga inštance je, bi rekel, poudarjeno skrbeti za enotnost sodne prakse. Prva stopnja še lahko
kdaj vidi specifičnost ali pa različnost primerov, ne, in odloči pač drugače, tako da v bistvu odstopa od sodne prakse. Kot sodna praksa se ga pri nas tretira zlasti praksa odločitve Vrhovnega sodišča, v določeni meri tudi višjih sodišč, kjer se postopek pri njih konča. V upravnem sporu je reklo seveda Vrhovno sodišče. To, zakaj pa prihaja do teh različnih pogledov, se pa težko slišati. Mi vemo, da dva pravnika pomenita tri stališča, troje stališča. Vendar samo eno pravilno, ne? To moramo vedno Kaj je pravilno, o tem odloča Vrhovno sodišče. Mogoče še nadgraditi, da sploh dostkrat ne pride do odločitve, no, predvsem v tem smislu, da se pač vrača nazaj. Da sodišče vrača, no zdaj, tudi to pa je odprto vprašanje, to je odprt problem v upravnih sporih, kajti sedanja ureditev v bistvu ne omogoča toženi stranki, to je državi praviloma, občine in druge zdaj zanemarimo, da bi se pritožila ali pa da bi vložila revizijo zoper sodbo sodišča prve stopnje. Kar pomeni, da tožena stranka, torej država, v tem primeru upravni organ, resorni sistem, če se ne strinja z odločbo sodišča prve stopnje, odloči tako, kot on meni, da je prav. In seveda potem se stranka pritoži, pride do sodišča, sodišče zopet odpravi, ker morda niso podani vsi pogoji, da bi vsebinsko odločilo in tako se ta zadeva podaja. Jaz se ne strinjam s tem, da bi se morala podajati. Moje mnenje je, ampak stališče sodne prakse je drugačno, moje mnenje je, da bi morala imeti v bistvu država možnost, da reagira na odločitev sodišča prve stopnje in potem, ko odloči Vrhovno sodišče, ne sme biti nobenega organa, ki bi še po svoje delal. Tako pa sistem na nek način, mislim, da to deloma omogoča oziroma producira. Takih primerov je vse malo, ampak sistem bi moral biti koherenten, pa da ni v tem primeru. Če par stavkov, ker bi nekaj vprašal, če se najprej odzovem na ta problem, pravzaprav je neverjetno, koliko let, že iz časa mojega študija do danes o tem govorim, da višja sodišča v preveliki meri vračajo zadevo nazaj, ponovno sodne na prvo stopnjo. Zdaj pravzaprav ne poznam tako dobro teh zadev, da bi lahko povedal točno zakaj. Ampak ne morem si predstavljati, da 10, 20, 30 let ni bilo možno najti rešitev. To očitno pomeni, da nekdo te rešitve noče imeti. In jaz domnevam, da tudi to je eno od teh pokazateljev splošne krize odločanja v naši državi. V Sloveniji imamo to krizo odločanja. Ljudje so na marsikaterih pozicijah nesposobni ali prestrašeni do te mere, da ne želijo prevzemati odgovornosti. Take se tudi pojavijo včasih na zelo odgovornih funkcijah. Ta očitno tja ne sodijo. In zdaj seveda potem se dogaja to. Ali odlaša z odločitve, so potem zaostanki, upravni, sodni, katerikoli, ali pa vrača drugemu organu. Razno primerih, ko je odločitev javno že vnaprej jasna, torej nesporna, takrat se prvo vsak pohvali, da je sprejel, to pa vemo. Druga stvar, pravna fakulteta. Je tu bila lahko dolga zgodba, v nekih stavkih povedal. Seveda, izobraževanje se začne tukaj. Tukaj še veliko, kako bi rekel, rezerve. Je pa dejstvo nekaj, zdaj smo tukaj v nekem pluralnem prostoru, že več fakultet. In jaz se predvsem bojim, da v tem času krize, ko se zdaj fakultete tudi borijo za sredstva, ko se pravzaprav borijo za študente, da bodo sredstva dobila, začenja počasi, ampak zanesljivo delovati ta tako imenovana negativna konkurenca. Da tu in tam nekdo za spuščanjem kriterijev, torej zahtevnostnih kriterijev, da bi pridobil čim več študentov, da bi bila fakulteta čim bolj simpatična, proizvaja manj sposobne pravnike. Torej, paradoks je ravno v tem, v času,
ko potrebujemo še bolj sposobne sodnike, kar je evidentno, še bolj sposobne odvetnike, tako, ker so tudi zahteve časa neverjetno večje. Ne? Imamo Evropsko unijo, njeno zakonodajo, imamo mednarodne konvencije, drugih vrst, imamo obupno veliko teh samih sprememb zapleten sistem, hkrati pa študij pravzaprav ne napreduje bistveno. Verjetno na posameznih segmentih tu in tam že, ampak na splošno naprej rekel, ne, da se prej kvaliteta ohranja na istem nivoju pa pada. Ker seveda smo v krizi, ker zmanjkuje denarja, ker ni dovolj kadra in ker je še ta negativna tendenca. To še kaj verjetno bi dodal, no, in če lahko samo še to povem, ker je šlo ravno na to tudi problematiko, ki jo sodni svet obravnava in sem bo nekaj časa tam, kot je bilo rečeno, perpetuiranje sodnikov nekako, ne, med kandidati, ki kandidirajo za višja sodniška mesta, recimo, ne, okrajni kandidirajo na okrožno, okrožni na više, ali pa, ko gre za prve izvolitve v sodniško funkcijo, je praviloma neko veliko večje število tistih, ki so bodisi že v sodni veji delovali, so bili pa že sodniki, ne, če gre samo za napredovanje. Ni torej nek odvetnik, nek notar, nek pravnik iz gospodarstva na vides, ne, ni v nekem enakovrednem pa enakopravnem položaju. Zdaj, jaz se spomnim ravno v mandatu, ne, v katerem sem bil jaz v sodnem svetu, smo se tega zelo zavedali in smo ravno tisti, ki nismo bili iz sodnih vrst. Izrazito poudarjali to, da moramo pustiti tudi druge zraven. In smo kar nekaj tudi teh ljudi, recimo iz ustavnega sodišča strokovnih sodelavcev, iz državnega zbora kakšnega, odvetnikov in drugih takrat imenovali, torej predlagali v izvolitev za sodnike, ne. Je pa dejansko nekaj resne. Sodniki to gledajo drugače, oni tam vzgajajo nek svoj kader. In da je 15 let na sodišču, se jim zdi seveda nekdo, ki je insider, ki to zadevo pozna, ki je že upeljan, ki ga tudi oni poznajo. Zato člani sodnega sveta pač normalno so nekoliko bolj naklonjeni tisti, ki so iz sodnih vrst tem. Ampak tudi nek odvetnik jih lahko zelo prepričan, tako da bom rekel, ja, tukaj je treba ta proces nadaljevati v to smer, ne, po mojem, da tukaj ni nekega privilegija na strani sodnikov. To mora biti izenačeno, bi rekel, merilo in mislim, da, to pa moje čisto osebno mnenje, ki se zelo kreše z nekaterimi. Mislim, da imamo včasih le tudi po starosti liniji, nekoliko nezahtevne kriterije, namreč hočem reči to, zelo direktno. So nekateri mladi sodniki, ki so izvrstni, ampak mladost pomeni neizkušenost. In ko dobiš težko zadevo, če si mlad, si lahko izvrsten, ne ampak zaradi neizkušenosti bo trajala zadeva dlje časa. Že boš nekako morda neodločen. In mislim, da zelo izkušen odvetnik, če vstopi v sodne vrste, je lahko tukaj neka dodana vrednost vizavi takega mladega kandidata, ki izrasel morda iz sodniških vrst ali pa še prihaja, bi rekel, kot novinec. Tako da mislim, da tukaj moramo tudi upoštevati te vse kriterije, na toliko, da se mi predolg. Sem čisto kratek. Gospod vam se lepo predstavil, mirno zbran človek, to že imate, to že ime pove, pa očetu imate to že v genih. Mene nekaj zanima. Doskrat sem slišal po radiju, gledal na televiziji, prebral v časopisu, ko so vas prosili za strokovno mnenje, da ste pravno zadevo raztolmačil in razložil. In to iz parlamenta, iz vlade, vse posod. Ampak vi ste prepričal Vesoljno Slovenijo, niste pa prepričal tistih, ki so sprejeli pol zakon, ki je bil čist kontra. Ne vem, jaz sem imel občutek nekajkrat, sicer konkretnih primerov se zdaj trenutno ne spomnim, da so vas vprašali samo zaradi tega, da so ničkem pojma dobili o tem, o čem so odločili. Ne vem, a imate vi tu takšno mnenje? Zdaj, ker je bilo vprašanje name, potem bi lahko tudi besedo prevzel do kolegov. To pravzaprav velja še za mnoge druge strokovnjake, ki so tudi zelo kompetentni, ki dobro komentirajo, predvsem govorim tudi o kolegih pravnikih, tako da govorim o imenu vseh nas, ki kdaj nastopamo. Glejte, večkrat nismo, kako bi rekel, uslišali v tem smislu, da bi se kar ravnali po naših mnenjih, ampak včasih pa smo. Včasih se pa dogodijo neke spremembe, če nekaj pomembnih pravnikov komentira na televiziji prepričljivo, in če je politika recimo v zadregi. Takrat se pa zgodi, da potem politika temu sledi in še ena stvar, gledajte. Kljub temu, da se
včasih komentira prepozno. Stvar se je že zgodila, je že prepozna, stvar je zastarala, napaka je bila narejena in tako naprej. Moramo vedno gledati tudi te komentarje v funkciji prihodnosti. Na napakah se moramo učiti. In če tudi je včasih prilika zamujena, pa nek dober komentar nekega uglednega pravnika, ne, ali pa skupine pravnikov, včasih opozori politike, da mora vse za naprej se spremeniti v neki praksi. In recimo neke stvari so trajale dalj časa, ampak so na koncu sledile temu, kar je stroka rekla. Da ni šlo popolnoma prazno. Je pa res, odloča politika, strokovnjaki imamo pa svojo funkcijo, povemo in potem upamo, da se bo kaj prijelo, kot rečemo. Hvala, Ja, na to temo to je zelo zanimivo vprašanje, pa ga bom spet popestril s konkretnim primerom. Ker se sedaj veljavnim zakonom o integriteti, ki je temelj za delo Komisije za preprečevanje korupcije. Torej, po mojem prepričanju, ki ga pa deli, vem tudi kar precej drugih kolegov pravnikov, je ta zakon, pa katerim je doslej delovala ta komisija, pravno defekten. Zakon je pravno nepravilen, omogoča samovoljo državnega organa pri njegovi uporabi in jaz sem prepričan, da se je pa to spoznanje zdaj že tako prodrlo, da bo vendarle prišlo ne do dopolnitve tega zakona, kot je predlagala odhajajoča komisija za preprečevanje korupcije, ampak do popolnoma novega zakona. Takšnega, ki bo v skladu s slovensko ustavo in z pravnimi normativi na tem področju. Nenazadnje so tudi trije naši kolegi napisali o tem vprašanju neko strokovno mnenje predsedniku republike, gospodu Pahorju. In samo upamo lahko, danes smo na Zboru za republiko tudi predsednika pozvali, naj to mnenje postane javno. Naj ga vidimo vsi in naj se potem o tem odpre neka razprava. Kako se lotiti tega pomembnega vprašanja, ne tako kot doslej na pravno nepravilen način, ampak na pravno pravilen način. Janez, ne veš opet? Ne, že pa nima nobenih. Še eno vprašanje imamo tukaj. Hvala lepa za besedo. Namreč, mene bi rekel, da me čisto navadnega občana zanima, namreč, bančni sefi v zadnjih 5-7 letih so se zelo spraznili in nekaj denar zginil. In od vseh teh, ki so to delali, no se zadnje, samo kordež tisti, ki so so ga nekaj obtožili, se je po mojem vedenju ostalo, je pa vse nekako ostalo v zraku. In bojim se, da ste za vsake stvari lahko tudi še naprej počeli. To vprašanje je eno posebno obravnavo. Dejstvo je da preprosto ni druge možnosti, kot da se institucije sistema slepijo. Da policija to odkriva, tožilstvo to obtoži, sodstvo to obsodi in da grejo lumpi sedeti. To je edini način in da seveda, na žalost, vse tisto nezakonito ali pa celo nepošteno pridobljeno premoženje, ki je bilo doskrat celo čisto zakonito pridobljeno, ampak v bistvu z kršenjem nekih etičnih, moralnih pravil. Marsikaj je tega, kar nam verjetno v tej državi več ne bo dosegljivo v tem smislu, da bi te stvari vse lahko popravili in naredili. Ampak tisto, kar je mogoče lahko zaključiti tukaj, je to, da imamo državljani pravico zahtevati in tudi imeti kvalitetno, spodobno, hitro in politično povsem nepristransko sodstvo. In da, po mojem, mora sodstvo nekako v zameno za to, da je tako, tudi upravičeno sme pričakovati, da bodo državljani vanj zaupali in mu verjeli in spoštovali njegove odločitve. Kaj pa nam drugega preostane? Kaj pa lahko naredimo? Lahko se čisto svetopisansko vprašamo, kam pa naj grem? Samo to nam je edina možnost, da stvar rešimo. Jaz bi se najlepše zahvalil našim
No, pa naj bo še eno, ampak to je pa res zadnje. Žal mora biti. Ja. Prav, se upravičujem, tudi jaz malo sem... Za reševanje tega problema imam jaz dvote, da sem predstavljen. Hvala lepa. Janez Vrokar iz Tržiča, po poklicu sem strojni inženir, nisem pravnik, sem po pokoju. Tukaj imam jaz en predlog. Odgovornim osebam ne se da akontacije plače, obračun pa po končanem mandatu. In bodo vsi problemi rešeni. To se pa da rešiti verjetno s pogodbo. Do neke mere imate prav, do neke mere pa seveda je čist možno, da se šele 2 let po končanem mandatu in ko je bil obračun že narejen, opazite, kaj je bilo narobe. Tako da nikoli, veste, to je nedokončana zgodba, nikoli ne pridete do tega, da bi bilo vse samo pravo. Ali lahko dodatna polemika? Jaz sem delal v industriji. Tam so ljudje plačani po normi. Sem delal v konštrukciji, sem bil plačan po normi. Lahko je kakšen prepust, ampak v veliki večini primerov se pa da zadev zajeti na tak način. Ker je govora o odgovornosti. In lih odgovornost lahko dosežemo, če tistega, ki je odgovoren, pošlatamo po žepu. Ja, mislim, načelno imate popolnoma, kar se tega tiče prav. Ampak mislim, da poanta, ki jo ne smemo spustiti ravno ta, da zaupajmo v sodstvo in na drugi strani ga zahtevajmo. Zahtevajmo, da je tako, kakršno mora biti. To so bili odgovori za prihodnost, zdaj bi bil pa konc. To so bili odgovori... Samo 2 besede. V industriji tudi ločimo kontrolo in kakovost. In ena definicija za kontrolo je šteten mrtvi za ovinkom. In to, kar je danes, štejemo mrtve za ovinkom. Štejemo mrtve banke, štejemo mrtve podjetja in imamo 130 000 brezposelnih. Dobro. To so bili torej odgovori za prihodnost na temo pravosodja. Hvala lepa vsem sodelujočim, hvala tudi vam, ker ste nas poslušali in se vidimo na naslednjih odgovorih za prihodnost. Hvala lepa. Dovoljo pa je. Janez, gremo eno vprašanje. Lepo. Ja, bo blizu. Če bi se vpustili zakon. Ja, lahko. Ne. To je logika. Glejte, kakršnekoli debate o uradni regulacijski zanki. Avtomatično. Ja, mislim, tukaj je škoda, da način zatežil prezveze. Ampak bo pomagi. Ja. Po enem pravnika delali. Možno, da je